Naslov, ki ga vidite nad mano, je precej aktivističen, kar ni čisto po mojem okusu. Moram seveda povedati, da mi ga je ponudil gospod Strgar, pa sem ga sprejel, vendarle nekoliko sem predrugačil njegovo izvedbo. Mislim, da bom govoril predvsem problemsko, kajti treba je odpreti nekatera vprašanja, ki so za krščanstvo na Slovenskem bistvena in seveda dejansko so povezana s problemom pomladnih strank in njihove vloge v današnjem političnem življenju, zlasti pred volitvami. Zdaj, takoj nastane seveda vprašanje, kaj je naloga pomladnih strank. No, že iz tega, kar smo slišali, je jasno, da gre za tisto, čemur bi lahko rekli rekonstrukcija Slovenije, po slovensko preprosto prenova Slovenije, in da je ta naloga vendarle na plečih pomladnih strank, v nasprotju seveda s tistimi strankami, ki jih imenujemo jesenske in tako dalje in tako dalje. Tu nastane takoj vrsta vprašanj. Katere stranke so pravzaprav pomladne? No, jasno je, tu je Nova Slovenija, tu je SDS, SLS. Takoj nastane vprašanje, ali je stranka Gregorja Viranta morda pomladna stranka? To se še ni izkazalo in je vprašanje, kako se bo izkazalo. Da obstajajo seveda nasprotne stranke, ki so čisto v nasprotju s pomladnimi strankami in njihov namen nikakor ni prenova Slovenije, ampak ohranitev seveda tistega, kar so uspele ohraniti po letu 1990 in kar eventualno celo nekako želijo povečati kot svoj delež. V tem je torej problem, katere so pomladne stranke in kaj je s temi protipomladnimi strankami. Takoj moram povedati seveda, da sestava pomladnih strank ni popolnoma enoumna. Jasno je, tu imamo stranke, ki so izrazito krščanske, imamo stranke, ki so morda bolj svobodomiselne ali ki so rahlo mešane. Kaj bi to pomenilo, je seveda posebno vprašanje. Ampak vsekakor po tej, kako bi rekel, svetovno-nazorski plati pomladne stranke niso enoten blok. Zdaj, drugo seveda je vprašanje, kako pa stojijo v konkretnih vprašanjih. Ali so, ali bodo, če bodo recimo sestavljale vladajočo koalicijo, popolnoma enotne v raznih bistvenih problemih, ki stojijo seveda pred Slovenijo, to so gospodarski, politični, sistemski, kulturni problemi, da jih nekaj lahko naštejemo, ali se bodo enotne v spreminjanju volilnega sistema, ali si bodo enotno v odpravi ali spremembi državnega sveta, ali si bodo enotne v reformi šolstva, zlasti univerz, kako bo z njihovim odnosom do javnih in seveda zasebnih univerz ali fakultet. Vse to so vprašanja, ob katerih, kot vemo, se pomladne stranke že nekaj let razhajajo in njihova politična bodočnost je odvisna od tega, kako se bodo vendarle v teh bistvenih problemih poenotile. Problem je celo odnos do menedžmenta, do menedžerjev. Vemo, da tu obstaja seveda velika averzija do menedžerstva in tudi tu seveda je naloga pomladnih strank, da sestavijo neko posebno platformo, iz katere bo mogoče vendarle ne samo kritizirati in omejiti negativno vlogo menedžerjev, ampak tudi seveda njihovo pozitivno vlogo pravilno oceniti. Tu mislim enostavno na stališče Reinharda Marxa, nadškofa Münchna in Freisinga, kot ga je razložil v svoji knjigi, zanimivo, dal je naslov Das Kapital,
ker ima isti priimek kot Karl Marx, seveda je rahlo ironiziral tudi naslov njegovega poglavitnega dela. No, ampak v tem delu na neki strani govori seveda tudi o tem, da vsekakor je treba spoštovati in ceniti delo tistih menedžerjev, ki so dejansko v svojih podjetjih učinkoviti in ki lahko gospodarstvo peljejo naprej in v zvezi s tem celo poudarja, da jim je vsekakor treba priznati neke precej visoke dohodke. Ker je to delo tako zahtevno, časovno, živčno, pa ne vem še kako, in zase seveda poznavalsko, da je treba to delo enostavno poplačati. To je zanimivo stališče nadškofa, ki je hkrati, kot vemo, socialni ekspert nemške škofovske konference, je vodilna avtoriteta na tem področju. No, ne da bi se spuščal zdaj v stališča do menedžerjev, dejstvo je, da obstaja pred pomladnimi strankami vrsta vprašanj, ob katerih se morda razhajajo, toda ob katerih se bodo morale poenotiti. Če naj bo njihova politična moč sploh delovala, zlasti v primeru, če bodo postavljene, kot upamo, na mesto vladajoče koalicije. Zdaj, posebno vprašanje je, prejle je, mislim, da gospod Brščič omenil Združene države Evrope, vemo, da je to neka ideja Boruta Pahorja, tudi v tem je problem, ali bodo pomladne stranke enotne, kar zadeva tako imenovano zunanjo politiko. Kakšen je odnos pomladnih strank do Evrope? Ali želijo Evropo nacionalnih držav, ali želijo nekakšno federacijo, celo Združene države Evrope, ali vsaj konfederacijo, to so huda vprašanja in za Slovenijo najbrž zelo odločilna. Drugo vprašanje je, ali bodo pomladne stranke nadaljevale to kilavo politiko neuvrščenosti, v kateri dejansko zadnje čase celo se nagiblja naš zunanji minister, kot smo videli, ali bodo pomladne stranke Slovenijo privezale na tisti voz, ki vleče Turčijo v Evropsko unijo in tako dalje. Vse to so bistvena vprašanja. Kakšen bo naš odnos do Rusije? Mislim, da pomladne stranke bi morale v svojih programih vendarle zajeti tudi to zunanje politično problematiko, ki je seveda odločilna za Slovenijo, za Evropo in tako dalje in tako dalje. No, kar pa zadeva tiste stranke, ki jih nimamo za pomladne, je seveda vprašanje, kakšen odnos imajo lahko pomladne stranke do teh strank. Tu je najprej stranka socialnih demokratov. Mi vsi vemo, kaj je, odkot je nastala. Seveda, to ni prava socialdemokratska stranka, če bi bila, bi seveda morale pomladne stranke z njo vsekakor sodelovati. Kolikor se spomnim, je Pij XI v svoji encikliki Quadragesimo anno iz leta 1931 rahlo že predvideval, da je vendarle možno sodelovati s tistimi socialisti, ki so omilili to svojo teorijo o revoluciji in tudi v praksi pristali na reforme znotraj obstoječe družbe in države. Kasneje je pa seveda v encikliki Divini Redemptoris iz leta 1937, ki je izrazito protikomunistična, to vprašanje, kako je socialdemokracijo izpadlo, kajti enostavno bilo je jasno, da socialdemokracija, kakršna je bila v 30 letih v Nemčiji, pa že predtem seveda po prvi svetovni vojni ves čas, izrazito reformistična, da je to seveda neka socialistična stranka, pravzaprav socialdemokratska, s katero je seveda možno sodelovati. Ampak žal, slovenski socialdemokrati niso tak tip stranke. Res je seveda, da je Borut Pahor in njegov, kako bi rekli, glavni ideolog Igor Lukšič, ki je bil, kot vemo, šolski minister ali je deloma še, pristajal na tako imenovano tretjo pot, kot jo je v Angliji
teoretično proklamiral Giddens in jo je Tony Blair nekako izvajal. To je vsaj v besedah bilo nekaj časa, ali je morda še, tudi stališče slovenskih socialnih demokratov. Če pa pogledate v knjigo, mislim zadnjo knjigo Igorja Lukšiča, če sem prav spomnim, je njen naslov Politična kultura, odprete knjigo nekje na sredi in ste začudeni. Zdi se vam, da ste pogledali v knjigo Razvoj slovenskega narodnega vprašanja, ki jo je leta 1940 izdal Edvard Kardelj. Se pravi, v tej stranki, v tej ideologiji, v teh političnih načrtih je vse zelo nejasno. To pa seveda zaradi pripetosti na to kontinuiteto, na to preteklost. Se pravi, tu je problem, kaj ne? O ostalih strankah bi težko govorili, da je možno sodelovanje z njimi. Stranka Zorana Jankovića, to je stranka, kot veste, ateista, vsaj tako se je razglašal. To se pravi, da tu nekaj enostavno ni v redu. Za stranko Desus je seveda vprašanje, kaj pravzaprav je. Kakšen je lahko njen odnos do krščanstva, kakšen je njen odnos do svobodomiselstva, kakšen je lahko njen odnos do pomladnih strank. Vse to je problematično. No, ampak ker sem omenil svobodomiselstvo, dejstvo je seveda zdaj to, da je eno od vprašanj za slovenskega kristjana zlasti tole. Kakšen je lahko ali mora biti njegov odnos do svobodomiselstva in svobodomiselcev. Zlasti seveda, če se z njimi druži znotraj pomladnih strank. To je prvi problem, o katerem bom moral zelo na hitro seveda spregovoriti. Drugi problem je pa tale. Ali pa morda že kar prvi. Kakšen bo odnos slovenskega kristjana do kapitalizma? Tudi to je zelo bistveno vprašanje za današnje čase. Tretje vprašanje, ki sem ga našel, ko sem rahlo razmišljal o tem vprašanju, ki mi ga je ponudil gospod Strgar, je seveda tale. Kakšen bo odnos ali mora biti odnos slovenskega kristjana do človekovih pravic? Tudi to je zelo zapleteno vprašanje. No in nazadnje seveda najbolj kompleksno, najbolj globinsko vprašanje, ki sega globoko v krščanstvo, pravzaprav v evangelije, je pa tole. Kakšen bo odnos slovenskega kristjana do moderne družbe in civilizacije? To je seveda obširno vprašanje. Zdaj, naštel sem, mislim, nekako 4 vprašanja, pojdimo rahlo skozi ta vprašanja, da bi videli, kaj se da o njih reči. Naj bo torej prvo vprašanje odnos slovenskega kristjana do kapitalizma. Kapitalizem je nevaren pojem, ker je tako večpomenski, vsak ga razlaga po svoje, sociologi drugače od kakšnih marksističnih ideologov in tako dalje in tako dalje. Kakšen je odnos katoliške cerkve do kapitalizma? No, čisto s pogledom nazaj bi morali reči, da je bil odnos cerkve do različnih oblik civilizacije in se pravi seveda tudi do tako imenovanih družbenih ureditev v različnih časih različen, vendarle zmeraj precej prilagodljiv. Vemo, da je sveti Avguštin sicer obsodil suženjstvo, toda razlagal ga je kot posledico izvirnega greha, se pravi kot nekaj, kar je zlo, vendarle nujno. In tudi ostali cerkveni očetje v času pozne antike niso bili radikalno za spremembo te družbene ureditve, recimo za odpravo suženjstva, čeprav je krščanstvo samo po sebi pripomoglo k tej odpravi. V srednjem veku sigurno cerkev ni bila zoper fevdalizem, morda z nekaterimi nauki Tomaža Akvinskega ali kakšnega drugega scholastika, toda nasplošno ne. Zdaj pa si oglejmo, kakšen je bil njen odnos do kapitalizma. Do kapitalizma je bila cerkev zelo, zelo zadržana,
Vse do Leona XIII. Kajti, če pazljivo preberemo encikliko Rerum Novarum iz leta 1891, je jasno. Gre jasno za obsodbo krivičnega položaja delavcev, toda hkrati za sprejem kapitalizma. Kajti ena osnovnih točk te enciklike je vendarle potrditev zasebne lastnine, pa ne samo tiste kmečke drobne, ampak tudi seveda velike lastnine, recimo v industriji. Tu je jasno. Kapitalizem je za cerkev in za krščanstvo sprejemljiv v določenem zgodovinskem času, s tem ni rečeno, da je to zadnja oblika družbe. Da sploh alternative kapitalizmu ne bo nikoli, toda verjetno je zaenkrat ni. In s tem so seveda mnogi precej tako enega mnenja, mislim, da celo Slavoj Žižek, kolikor danes beremo, tam v nekem naslovu v časopisu, najbrž cika na to, da te alternative ni. Se pravi, kapitalizem je tu. In zdaj je seveda vprašanje, kakšen naj bo odnos kristjana do kapitalizma. Tu je spet treba spomniti na encikliko Leona XIII. In seveda tudi Pija XI. Iz leta 31. Jasno je, kapitalizem je sprejemljiv, zasebna lastnina je pravno in moralno upravičena in torej tudi nedotakljiva. Toda vloga države je že v tisti encikliki Rerum Novarum zelo poudarjena. Država lahko ali mora posegati v gospodarstvo, če je to potrebno za splošno dobrobit in zase seveda za zavarovanje eksistence delavcev, delovnih ljudi, kmetov in tako dalje in tako dalje. Iz tega izhaja seveda neka ideja o tem, koliko si sme tudi slovenska država v našem času privoščiti na tem področju. Ali naj popolnoma spusti iz rok gospodarstvo, banke, železnice in tako dalje, kot predlagajo nekatere stranke, morda stranka Gregorja Viranta. Tu je seveda problem. Za kristjana je problem pravzaprav samo to, da v skrajnih primerih je država možna tudi kot poseg v te gospodarske organizme, v te institucije, da to nekako stališča krščanstva ni nemogoče, ampak je celo včasih nujno. Tu seveda moramo takoj spomniti na slovensko prakso, krščansko prakso preteklih desetletij ali celo zadnjih 100 let. Spomnim vas lahko na to, da je Aleš Ušeničnik, ki je bil vodilni ideolog SLS-a pred vojno, pravzaprav sploh cerkve, naše katoliške cerkve, okoli leta 1920, tam po oktobrski revoluciji, zatrdil, da mu je socializem bližji kot kapitalizem. To je bilo zmotno seveda. To je bila tista situacija, ko se je izdelo, da se cerkev nekako mora približati celo takim novim oblikam gospodarstva in politike, čeprav ravno takrat leta 20 še ni bilo jasno, kam to pelje. Postalo je pa seveda jasno po letu 30, ko se je Ušeničnik sam odmaknil od tega in ni najbrž več niti pomislil na to, da bi zatrdil, kako mu je socializem bližji od kapitalizma. To je nemogoče. To je nemogoča ideja. Vemo pa, da obratno pot je šel Edvard Kocbek, ki je že v 20 letih postal najhujši nasprotnik kapitalizma in ga je to pripeljalo seveda leta 40 v popolno povezanost s komunistično partijo in je dejansko sprejel njen nauk, se pravi socializem, kot splošno podržavljanje gospodarstva, države, politike. To je bil seveda odklon, ki je za krščanstvo nemogoč, nesmiseln, je protikrščanski. In o tem je seveda še danes Kocbekov problem, kajti kot vemo,
nekateri tožijo, da žal je bolj popularen kot politik, kot pesnik, dobro bi bilo narobe, ampak vendarle ta politična ideja, ki jo je on prinesel v krščanstvo, je zmotna. Gre za intelektualno zmoto, za moralno zmoto, za politično zmoto. Pojdimo k drugemu vprašanju, to je seveda odnos kristjana do svobodomiselstva, do svobodomiselcev. Ta odnos je seveda zelo aktualen, kajti znotraj pomladnih strank obstaja poleg krščanstva, jasno, tega ne moremo zanikati, tudi svobodomiselstvo. Ampak za katero svobodomiselstvo gre? Zdaj, svobodomiselstvo, kot vemo, kot svetovni življenjski nazor, če uporabim te preproste besede, sega nazaj do Descartesa. On je pravi začetnik svobodomiselstva v Evropi, dokaj širok, s svojimi dokazi o Bogu tudi zelo zanimiv za krščanstvo. Sledili so mu Spinoza, to so utemeljitelji evropskega svobodomiselstva, kot tiste duhovne drže, ki ne more sprejeti razodetja, kot ga posreduje cerkev, ampak hoče človeka voditi skozi svet in življenje samo z razumom, z umom. Zdaj seveda nastanejo problemi in ti problemi so se kmalu pokazali, kam nas vodi lahko razum. V dobi razsvetljenstva nas je razum, je Evropo pripeljal razum marsikam. In jo vodi še danes kar naprej marsikam. To se pravi, v samem svobodomiselstvu je neka rana, je neka odprta problematika, do kam in kako more. In tu nastane problem. Dobro, pravo, pošteno svobodomiselstvo je samo tisto, ki se tega zaveda. Ki izhaja še zmeraj iz Descartovega, recimo, metodičnega dvoma, treba je dvomiti vse, ampak ne iti preko tega v nekaj, kar ni več gotovo. In to se je zgodilo seveda z mnogimi evropskimi in tudi slovenskimi svobodomiselci v 20. stoletju. Toliko časa so gojili svoje svobodomiselstvo, da so se nenadoma znašli čisto drugje. Ne v svobodni misli, ampak v dogmatiki, v ideologiji. Primer za to recimo je na Slovenskem bil Josip Vidmar, ki je bil sigurno vzoren svobodomiselc recimo še leta 30 in kasneje, nenadoma, po letu 40, pa po letu 45, zelo izrazit ideolog komunistične vere. Komunistična vera pa to ni svobodomiselstvo, to je pač zanikanje svobodomiselstva. In tako dalje, in tako dalje. Se pravi, Vidmar je primer, kako nek mislec, in to nadarjen, vsekakor odličen mislec, preide iz svobodomiselstva v neko njegovo zanikanje. Obraten primer lahko navedem ob Dušanu Perjevcu. Spomnil sem se ga zato, ker ta mesec bo nek simpozij o njem in tako dalje in tako dalje. Dušan Perjevec je bil tik pred vojno zelo izrazit fanatik stalinizma, marksizma, leninizma in je to bil seveda tudi med vojno in prva leta po vojni, potem je prišlo do preloma in tisto njegovo delovanje, ki ostaja seveda važen del slovenske kulture, je pa ravno obrat stran od te dogmatične tradicije, enoumnosti v res pošteno svobodomiselstvo, ki išče tudi stik z vero, s cerkvijo. Kajti znano je, da je leto dni pred svojo smrtjo pripravil predavanje Bog ateistov na pobudo, mislim, da gospoda Stresa, verjetno, in je bilo to predavanje precej zanimiv dogodek tudi za Teološko fakulteto v Ljubljani. Se pravi, imamo
takšno in drugačno svobodomiselstvo. In mislim, da znotraj pomladnih strank, kolikor je tega svobodomiselstva, je to tisto pravo, ki je kritično do samega sebe in ki je seveda odprto tudi do česa drugega, recimo do krščanstva. Pri Pirjevcu se je to pokazalo in verjetno čutijo tako tudi drugi svobodomiselci, ki jih najdemo v teh pomladnih strankah. No, čisto odkrito povedano, kakšna od teh pomladnih strank je bolj svobodomiselna kot nekaj, ne? Zdaj za SDS bi rekel, da se v njih družijo kristjani in svobodomiselci. Nova Slovenija je in hoče biti izrazito krščanska stranka. Za SLS ne vem, kako je zdaj z deležem njenega krščanstva ali nekakšnega svobodomiselstva. Ampak naj bo kakorkoli, odnos med krščanstvom in svobodomiselstvom je za pomladne stranke zelo važen, bistven in med njimi je potreben vendarle dialog. Kajti, če ne bo jasno, kaj hoče kristjan doseči v dialogu s svobodomiselstvom in kaj misli svobodomiselstvo o krščanstvu, je to sodelovanje nemogoče, to pa seveda je tudi za politično delovanje svobodnih strank lahko nevarno. Zdaj, naslednji problem, zame osebno zelo zanimiv, je odnos kristjana do človekovih pravic. Zdaj pa tako, vsi prisegamo na človekove pravice, kar naprej se govori o teh pravicah, pa nenadoma se pojavijo nove pravice, pa je to pravica do posvojitve, pa je to pravica do ne vem kakšne poroke, pa do ne vem kakšnih novih oblik družine. Stvar je tale, da je značilnost teh deklaracij evropskih, svetovnih in slovenskih o pravicah, da so nastale ravno v času nekega preloma z neko preteklostjo, ki je bila nasilna, represivna, nesvobodna ali celo totalitarna. Zato so v teh deklaracijah poudarjali samo pravice. Recimo, ameriška deklaracija o neodvisnosti iz leta 1776 jasno govori o pravicah samo. Tista francoska iz leta 1989 tudi samo pravica državljana in človeka. Zdaj, slovenska ustava iz leta, katerega leta? 47 približno. Govori samo o pravicah. V čem je torej problem? Da so vse te deklaracije nastale v tistih situacijah, ko so si ljudje oddahnili od nasilja in pritiska, od nesvobode in zaživeli samo s pravicami. Toda nekaj tu manjka. In to seveda je pojem dolžnosti. Če se prav spomnimo na belo knjigo o šolstvu, seveda iz leta 1995, je v njej govora samo o pravicah učencev, seveda niti ne o pravicah učiteljev, ampak same pravice. Zdaj je pa nastala neka nova bela knjiga, ki jo je sicer izdelal verjetno isti ali precej podoben krog ljudi kot tisto staro, ampak tu se nenadoma ob pravicah pojavijo tudi dolžnosti. Zakaj? Ker je celotna klima bila spremenjena tako, da je bilo jasno, da se ne da več govoriti o pravicah, samo o pravicah, ne pa tudi hkrati o dolžnostih. In mislim, stvar je sploh v tem, da ni pravic brez dolžnosti. Ampak Hegel je bil krščanski filozof in v njegovi filozofiji prava, prav na začetku že verjetno, beremo, da obstaja istovetnost pravic in dolžnosti, oziroma še bolj radikalno povedano, da ni pravic brez dolžnosti in da ni dolžnosti brez pravic. To se pravi, da je vprašanje pravic, človekovih pravic v Sloveniji danes in za prihodnje absolutno treba vezati na pojem dolžnosti,
pa naj gre za katerokoli življenjsko območje, zasi za šolo, za šolstvo, za mlade. Pravice imate, ampak imate tudi dolžnosti. Nekdo ima pravico, seveda, postati študent Ljubljanske univerze, toda njegova dolžnost je študirati in doštudirati po možnosti v toliko in toliko letih. In tako dalje, in tako dalje. To so pravice in dolžnosti. Seveda bi bilo zanimivo zdaj ta problem pravic in dolžnosti prenesti na tako, kako bi rekel, občutljive in sporne stvari, kot so problem splava, problem homoseksualnosti, problem takšnih in drugačnih partnerskih zvez. Kaj se zgodi, če neka pravica nima ob sebi dolžnosti oziroma da iz nje ne izvira nobena dolžnost? Ali je to sploh še pravica? V naši ustavi jasno je, pravica do splava bolj ali manj direktno, ne čisto direktno, ampak vendarle priznana. Toda kaj pomeni splav? Kdor oseba, ki napravi splav, seveda si vzame pravico do tega dejanja. Toda iz tega ne sledi nobena dolžnost. Nasprotno, s tem izvedbo tega dejanja se znebi neke dolžnosti. In zdaj nastane seveda vprašanje, ali je ta pravica do splava bila samo legalno, formalno priznana v ustavi, kako je pa z njeno legitimnostjo. Če pa ni legitimna, potem seveda v nekem pravem, globljem smislu sploh ni pravica. In tako naprej, in tako naprej. Mislim, da vprašanje pravic in dolžnosti je za naš duhovni, socialni in sploh prostor zelo temeljno, kajti iz njega sledi marsikaj za konkretno ureditev ali presojo takšnih in drugačnih političnih, gospodarskih, kulturnih zadev. No, zdaj pa še zadnje vprašanje, čisto na kratko, ampak to je res najtežje vprašanje. Kakšno je bo odnos kristjana do družbe, države, civilizacije? To je najtežje vprašanje, ker je v samih evangelijih, pa pri apostolu Pavlu in v kasnejših takšnih ali drugačnih izjavah cerkve, cerkvenih očetov in tako dalje, dokaj kompleksno predstavljeno, čeprav se mi zdi, da je treba vendarle iti prav na izvor krščanskega nauka o družbi, stvarnem svetu in tako dalje. In ta izvor je seveda v Kristusovih besedah, ki jih je rekel na dveh mestih. Prvič tam, kjer ga vprašujejo farizeji, kako je s tem novcem, ali naj plačujejo davek cesarju ali ne. Njegov odgovor je seveda znan, dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Drugi izrek Kristusov, ki zadeva to bistveno stvar, je seveda tisto, kar reče v Janezovem evangeliju Pilatu, ko mu reče, moje kraljestvo ni od tega sveta. Če zdaj oba izreka povežemo, vidimo, da gre za neko temeljno naročilo kristjanu, kako naj se obnaša v stvarnem svetu. Tista izjava o plačevanju davka, seveda tam ne gre samo za rimskega cesarja, res je njegova podoba na tem denarju, ki ga Kristus vzame v roke. Ampak seveda to ni samo rimski cesarjev denar, to je denar nasploh. In denar seveda je simbol neke družbe, neke stvarnosti, v kateri živimo. Denar nam omogoča, da sploh živimo v tej civilizaciji. Se pravi, tu gre dejansko za odnos kristjana do stvarnega življenja, v katerega je postavljen, ki je njegova nuja, brez tega se ne da živeti. Res je družbeno bitje, kot je dejal, ali družbena žival, kot je dejal že Aristotel. Se pravi, iz tega znamenitega mesta v evangeliju se da potegniti nek nauk o tem, kako naj kristjan živi v
družbi, v civilizaciji in seveda v odnosu do države. Glavno spoznanje je seveda ta, da kristjan, kakršen je, obtežen z izvirnim grehom in tako dalje, s posledicami tega greha, je prisiljen živeti v družbi, državi in takšni ali drugačni civilizaciji. Lahko nam ta moderna civilizacija morda ni čisto všeč, morda ne maramo televizije, morda ne maramo računalnikov, ne vem česa ne maramo, ampak očitno smo obsojeni prav v to eksistenco in to civilizacijo moramo sprejemati, dokler se morda ne spremeni. Ampak do takrat je to naša usoda in kristjan mora do nje imeti v nekem smislu vendarle pozitiven odnos. Samo do kakšne mere, in to je problem. Problem je pravzaprav ta, da je vprašanje, do kakšne mere se kristjan, ki mora vendarle dati, kot smo slišali, Bogu, kar je Božje, do kakšne mere se sme prepustiti tej civilizaciji in tej družbi. No, odgovor bi lahko iskali pri nekom, ki ni bil več kristjan. Na začetku je bil, celo teologijo je študiral, bil je katoličan, kasneje pa se je odmaknil od tega, nekaj časa je zapadel celo v skušnjavi, da je podprl Hitlerja leta 1933. Govorimo o Heideggeru seveda, o največjem filozofu 20. stoletja. Martin Heidegger je leta 1955 imel negovor v svojem rojstnem mestecu, v neki taki počasitvi nekega glasbenika, in naslov tega govora je Gelassenheit. Po slovensko bi se temu reklo zmernost, mirnodušnost, distanciranost ali nekaj takega. In tam je govoril o tem, kako naj se človek, ni govoril o kristjanu, ampak nasplošno o človeku, kako naj se človek obnaša v tem našem času do te moderne civilizacije, do te moderne tehnologije, konkretno do te atomske energije. To je bilo leta 1955, ko je bila stvar seveda na višku, in tam se najprej ponorčuje iz vseh tistih znanstvenikov, zlasti Nobelovcev, ki so se zbrali na nekem seminarju ali simpoziju in ugotovili, da se bo z atomsko energijo naša sreča neskončno povečala. No, ampak Heidegger že takrat opozarja leta 1955, da je čisto mogoče, da bo mirnodobno, kot se temu reče, uporabljanje atomske energije nam lahko včasih zelo veliko nesrečo, kar se je tudi izkazalo spet letos in se seveda še bo in še bo in še bo. No, ampak spričo te nevarnosti civilizacije, ki ima vendarle v sebi toliko pasti in toliko pravega ogrožanja, da je spričo tega treba vendarle to civilizacijo sprejemati, ampak mit Gelassenheit, se pravi z neko mirnodušnostjo, se pravi ne pretirano, ne preobsedeno, ne tako, da smo zasvojeni, ampak vendarle nekako mirno, malce ravnodušno, ne da bi se odrekali vsem užitkom, vsej moči, ki nam jo nudi ta civilizacija, ampak vendarle samo do neke mere. No, to je Heideggerovo stališče, pa mislim, da je to Heideggerovo stališče lahko čisto stališče modernega kristjana. Ni treba, da se odpovedujemo tej civilizaciji, ni treba, da zapremo televizor, pa ne gledamo več misije, Evrovizije in tako dalje in tako dalje. Saj lahko, da je to vse neumno, ampak vsaj nekaj časa nas lahko zabava, potem pa seveda bomo rekli rajši hvala lepa, tega ne bomo več prenašali, morda nas bo mikala kakšna druga oblika kulturne zabave, ali gospodarske dejavnosti in tako dalje, ampak vendarle samo do neke mere. To se pravi, da tudi Slovencem je treba danes povedati, da kristjan, da krščanstvo vendarle terja nekakšen drugačen odnos do moderne civilizacije, do moderne družbe, celo do moderne države. Zdaj seveda država je v tem krščanskem nauku bila od Kristusa naprej
vendarle kompleksna stvar. Iz tega dogodka ob tistem denarju, tistem cesarskem kovancu, je razvidno, da je Kristus priznaval državo. Nikakor ni zahteval, da se država nekako ukine ali nekaj takega. Ni zahteval anarhizma, da bi zdaj šli vsi na ulice protestirati in oznanjati, da zdaj mora biti pa vsega, kar nam ni všeč, konec. Ne, Kristus in seveda krščanstvo nasploh ni za anarhizem, je v bistvu nasprotno anarhizmu, tako kot je ugotovil že naš dragi Ranki Primož Trubar leta 1555, ko je enostavno zapisal, da Bog hoče red, ne želi nereda. In tako seveda je zapisano v naravi stvari, v naravi sveta. Nek red je tu vnaprej določen in je čisto nerealno hoteti, da bi se ta red sesul popolnoma, ampak k temu bi lahko dodali seveda še neko mesto iz svetega Pavla, iz pisma Rimljanom, ki je seveda huda reč za naša današnja ušesa. To je znani njegov stavek, da je vsaka oblast od Boga in vsaki oblasti moramo biti pokorni. To je seveda za 20. stoletje, pa tudi za začetek 21. stoletja nekoliko čudna izjava, kajti ob njej bi lahko pomislili, ja, potem bi morali biti absolutno pokorni tudi Stalinovi državi, a tudi hitlerjanski državi in tako dalje in tako dalje. Kaj to zdaj pomeni? No, ampak stvar je nekoliko manj huda, če pomislimo, da je pisal svoje pismo Rimljanom, recimo sveti Pavel leta 55 ali 56 po Kristusu in da je bilo to nekako namenjeno ubogim kristjanom, ki so jih v Rimu že preganjali in kjer dejansko ni bilo ravno pametno, da bi se začeli kakorkoli upirati. Razen tega pa sveti Pavel, vsi verjetno beremo včasih pismo Rimljanov, zatrjuje, da seveda je oblast zato dobra, ker kaznuje zlo. Ker vendarle v nekem smislu podpira in plačuje vse dobro. No, s tem je jasno povedal, da pod oblastjo misli vendarle samo tako oblast, tako državo, ki ustreza svojemu namenu in to je ta namen. Če temu namenu ne ustreza, potem seveda to ni nobena prava oblast, ni nobena država in tako bi seveda lahko zdaj razmišljali o tej slovenski državi, kako je pravzaprav z njo, a res ustreza svojemu namenu, če ni prava pravna država, kot smo že slišali, potem ne ustreza ravno svojemu namenu in tako dalje. O vsem tem nas lahko sveti Pavel kar dobro pouči. Zdaj pa, da sklenem še nekaj, prej sem pozabil pri strankah seveda na Zbor za republiko. Zbor za republiko, kot veste, in v tem je spet seveda problem krščanstva in svobodomiselstva v pomladnih strankah, je bil od vsega začetka sestavljen iz izrazitih svobodomiselcev in seveda tudi izrazitih kristjanov, kar je bilo dobro. To se pravi, da ta zbor je bil vendarle namenjen nekemu sožitju, nekemu dialogu, čisto civilno-družbenemu med kristjani in svobodomiselci. Ta dialog se ni čisto dobro razvil, kar je seveda bil eden od razlogov, da je Zbor za republiko zadnji 2 leti nekako upadel. Morda je bila to seveda tudi posledica ali taktika novo izvoljenega predsednika, ampak dejstvo je, da taka civilno-družbena gibanja, v katerih se lahko stikamo kristjani, svobodomiselci, so zelo nujna in koristna in verjetno tudi plodna za stranke slovenske pomladi, se pravi za pomladne stranke in zato upamo, vsaj osebno, da bo ta Zbor za republiko vendarle
zaživel, morda že v ponedeljek, in da bomo lahko tam ali kje drugje, kristijani, svobodomisleci, živahno debatirali o tem, kaj so naša glavna vprašanja in kam pravzaprav želimo do volitev in po volitvah.